Kakšni so bili današnji sklepi Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje? Dnevni red današnje seje je bil zelo obširen, 10 točk, pa si lahko predstavljate, da je bilo tudi temu primerno število sklepov. Morda za naše upokojence ali za širšo javnost se bi omejila samo na nekatere sklepe. Našo upokojensko javnost seveda zanima, kdaj bo izplačan letni dodatek. Torej, mi smo danes sklenili zgolj o izplačilo letnega dodatka, kajti dobro veste, da je višina letnega dodatka za letošnje leto določena z zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ. Ta letni dodatek bo tistim, ki so na podlagi tega zakona do njega upravičeni, izplačan z izplačilom pokojnine oziroma drugih prejemkov iz zavarovanja z julijem. Katere druge sklepe ste še sprejeli? Ja, seveda, mi imamo tudi, kot veste, zavod svoje, če po domače rečem, uslužbence, ki imajo svojo kolektivno pogodbo o seveda določenih pravicah iz delovnega razmerja in sprejeli smo aneks k tej naši zavodovi kolektivni pogodbi, s katerim smo seveda v skladu z ukrepi, ki so bili dogovorjeni na ravni države med sindikati in negospodarskim sektorjem, upoštevaje te varčevalne ukrepe, seveda določili take regrese, potne stroške, regres za prehrano, da ne bom o drugih pravicah govorila, kot velja za celoten javni sektor. Če se vrneva nazaj k dodatki, je to začasen ukrep ali gre to za stalen ukrep? Ne, začasen, to je logično, začasen ukrep, saj veste, da uskladitve ni, to je tudi začasen ukrep, uskladitev ne bo do konca letošnjega leta, seveda uskladitve pa so za določene kategorije v skladu z tem zakonom, o katerem sem govorila, se pravi o ukrepih za uravnoteženje javnih financ. Seveda nekaterim se bodo pokojnine zaradi te uskladitve znižale, moram pa zelo jasno poudariti, le tistim, pri katerih višini pokojnine zagotavlja državni proračun bodisi sredstva v celoti ali delno, in še določena omejitev je, zakon postavlja, bom rekla, različne kategorije višin pokojnin in temu primerno seveda znižanje. V nobenem primeru pa se tudi te pokojnine, kjer zagotavlja državni proračun sredstva za njihovo izplačilo, ne morejo znižati izpod 622. To je, prosim, spodnja meja. Pod nobenim pogojem, ker ljudje sprašujejo, to jasno je treba povedati, da tistim upokojenim po splošnih predpisih se pa pokojnine ne bodo znižale, tudi če ima posameznik lahko pokojnino 1800 ali celo 2000 evrov. Še enkrat bi rada poudarila, le tiste in po najnovejši, bom rekla, sedaj oceni, ker pač moramo zakon izvajati, se giblje ta številka okoli 27 000 bo takih, ki bo na podlagi tega, bom rekla, ali pa teh varčevalnih ukrepov se jim bo pokojnina znižala. Pokojnina se pa bo znižala individualno in zelo različno. Zakon točno pove, če primeroma, bom rekla, bi nekdo imel 1900 evrov, lahko pade na podlagi teh varčevalnih ukrepov na 1450. Tisti, ki bodo na podlagi omenjenih varčevalnih ukrepov dobili za junij izplačano nižjo pokojnino, bodo dobili zelo natančno pojasnilo, na kakšni podlagi se jim je pokojnina znižala in zakaj se jim je znižala za toliko, pa tudi zelo natančno pojasnilo, kam se lahko na zavod, na katero telefonsko številko obrnejo še po eventualno dodatno pojasnilo. Kajti, moram vam povedati, da danes
ti, bom rekla, upravičenci v svojih odločbah nimajo številke napisane, da takšna znesek je podlaga na osnovi upokojenega po splošnih predpisih oziroma na osnovi posebnih predpisov.